Kandidaturo za parlamentarne volitve je vložilo 23 političnih strank in 2 listi. Sedaj morajo prestati še postopek preizkusa zakonitosti in če liste izpolnjujejo vse zakonske pogoje, jih volilne komisije potrdijo, sicer jih zavrnejo. Pričakovanja strank so vsaj izboljšanje rezultatov zadnjih volitev. Nažalost nam v tej koaliciji ni uspelo doseči vsega na temo pokojninske politike. To bomo skušali uresničiti v naslednjem mandatu. Naš cilj mora biti, da najnižja pokojnina za polno delovno dobo ne sme znašati manj kot 650 evrov. Normalno, da se morajo pokojnine usklajevati tudi v bodoče. In seveda, kar je bistvenega pomena, je pa seveda to, da je potrebno popraviti tako imenovane krivice za nazaj. Mi smo zakon o popravi krivic za nazaj, torej za to minulo neusklajevanje že vložili. Nažalost je premier nas prehitev z svojim odstopom, tako da se ta zakon ni mogel sprejeti v tem mandatu, mora se ga in bo se sprejel v naslednjem mandatu. Smelih ciljev in obljub pa se nekatere politične stranke lotevajo na drugačen način. Najprej bi lahko rekel, da ne obljubljamo ničesar, kar nimamo namena uresničiti. Zdaj v tem času smo priča, kako vsi obljubljajo upokojencem višje pokojnine in podobno, tudi regionalni razvoj. In to ravno te stranke, ki so do sedaj imele to možnost storiti, pa niso naredili ničesar. V Sloveniji so potrebne korenite spremembe. Če že pogledamo, pravosodni sistem razpada, Slovenija ni več pravna država, zapostavljeni so upokojenci, zapostavljene so družine, problem delavcev, migrantov in dvojna obdavčitev in podobno. Tako da dela bo več kot preveč. Na tokratnih volitvah se bosta za naklonjenost volivcev potegovali tudi 2 skupni listi 2 strank, Kangler in Primc, Združena desnica ter koalicija Združena levica in Sloga. Jaz včasih rečem napol na šalo, pa je v bistvu več resnice kot šale o tem, da smo mi že, kako je biti v koaliciji, že zelo dobro natrenirali skozi ta proces združevanja. Seveda pa po volitvah upamo, da bo naslednja koalicija, katere pomembni del bo tudi levica, kjer bo pa, če se tako izrazim, stara levica oziroma socialdemokracija, če citiram Cankarja, morala iti skozi očiščenje in pomlajenje. Sami veste, da sem dokaj osamljeni glas Štajerske v Ljubljani, govorim in to smrtno resno mislim. Če bomo mi v vladi, bo moja osebna zahteva, da je 3. seja vlade v Mariboru. Nekatere stranke pa kampanje začenjajo prav v štajerski prestolnici. Našo volilno kampanjo začenjamo v Mariboru, ker želimo zelo jasno poudariti, da Mariboru želimo dati dodatno novo težo. Naša pričakovanja pa so, da je zdaj potrebno priti od besed konkretnimi dejanji in da resnično postoriti vse, kar lahko naredimo, da Slovenija postane država priložnosti in zadovoljnih ljudi. Svojim kandidatom boste lahko dali priložnost na prihajajočih volitvah. Volilne komisije posameznih volilnih enot morajo v skladu z rokovnikom Državne volilne komisije seznam potrjenih list kandidatov volilni enoti po izžrebanem vrstnem redu sestaviti do 13. maja. Seznam list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov bodo javno objavili 18. maja.